Spiros je negotovo stopal čez Place de la République. Bil je v tistem neumnem stanju, ko sploh ni vedel, kakšni občutki ga prežemajo, kakšni občutki naj bi ga navdajali, mešanica pravzaprav zmešnjava. Kot v vetru zavrtinčen kup jesenskega listja v parku, negotovost, ki se plazi po robu prepada in jo tanka nit upanja zadržuje pred zdrsom v brezno obupa, sreča, ki v temi ždi čakajoča na žarek odločnosti, v nemir zavit strah, zamujene priložnosti in pogum, ki se nebogljeno zvija čisto na dnu. Vonj po ženski se mu je prerinil zavest in se trdno zasidral. To ni bil tisti vonj, ki ga je nekoč nezmodljivo zaznaval kot samec med čredo za vonja godne samice. Tudi izpod močnih, bogatih dišav, v katere so se uvijale dopustniške in domače hotnice v zmotnem prekrivanju sle, je moški lovec zaznal njihovo pričakujočo poltenost. Toda ko je objel Ajno, ga je zaznamovala z vonjem brez sleherne izzivalnosti, s tiho, a neustavljivo privlačnostjo, z blago svežino vabljive nežnosti in obetavne naklonjenosti. Strga je zavil ozko ulico. Restauracije in bari so se vrstili in obšla ga je neznosna želja, da s krepkim kozarcem poskusi odplakniti vse strahove tega večera. Barman njegovih let z rdečim telovnikom in zamaščenim metuljčkom se mu je zdel najprimernejša nema družba. Zrinil se je na stol ob točilni mizi in jezno mrmral v grščini. Hera mi ga začaral tihožitje, Zeus mi pa pošlje čudovito žensko. Kalispera, dober večer, monsieur, vi ste pa potrebni nečesa močnega, je segal rdeči telovnik po steklenici metakse. Uzo mi natoči, prijatelj, uzo. Kje si pa snel grščino? Se je Spiros prijaznil, da družba ne bo nema. Tale Viktor je slišal že milijon jezikov, tudi pastis bo dober. Torej dvojnega, tudi zate, je nakazal belo poviti prst. Stavim, da si Kostas, vsak drugi Grk je Kostas, je zinil barman. Možakar s tankimi črnimi brki je z desne po pultu pridrsal svoj skoraj prazni kozarec in trojko zaokrožil na približno 200 let. Izgubil, je rekel Spiros. Kot vedno, so pojasnili brki ob njem. Kljub temu plačam jaz, Spiros Ketakis iz Korinta, je poviti prst pokazal še na kozarec desno. Lastnik tankih brkov, knjigarnar v pokoju, Jean-Pierre Voter, kot se je galantno predstavil, je dodal, da bo potem on na vrsti. Če skrbi pridejo na dan ob tej rani uri, jih do polnoči ne bo več, je strokovno ocenil Viktor. Kaj te mučimo na mi? Tale pult je utopil že marsikaj. Ženska vendar, Viktor, je poučujoče ugotovil Jean-Pierre. Moškega čez dan skrbi denar, ob tej uri ga lahko samo ženska. Torej ste tudi vi, gospod, tukaj zaradi ženske, je zbodel Viktor. Tokrat si uganil, le da ima moja ljubica svoje dni, jaz pa prosto, so se zarežali tanki brki. Naj vam zaupam, gospod Ketakis, vsak pravi Francoz ima ljubico, upam, da tudi Grk. In kako je z vašo? Spiros ga je že hotel zavrniti. O ženskah se je doslej pogovarjal samo s svojimi 3 zapriseženimi prijatelji, s pogrebnikom Manojlom, ki je običajno smrdel po formalinu, sicer bolj težko, pa vendar. No ja, škoditi ne more, je pomislil. Gospoda moja, skrbi me, da moja ljubica, ki to pravzaprav sploh ni, ne bo zadovoljna z menoj, je polglasno pojasnil bolj sebi kot njima. Kakšna pa je ljubica, ki ni ljubica, je med smehom vprašal Jean-Pierre. Ženska, čudovita ženska, ki sem jo pravkar spoznal in je ne bi hotel imeti le za ljubico, je Spiros še vedno mrmral predse. Zdaj vas pa sploh ne razumem, gospod. Ženska življenja, vendar, se je vmešal Viktor in ugotovil, da si lahko neopažen nalije nov pastis. Ženska, polna življenja, ga je popravil Spiros. Jaz pa s prijateljem v globokem mirovanju, se je obvezani prst pomenljivo nagnil navzdol. Ola, je takoj uganil barman, ta pa ne bo lahka. Si tudi ti, prijatelj Viktor, že tam, je nekoliko oživel Spiros. Če ti bo uteho, dragi moj, ti priznam, da tako rekoč skoraj. Sedaj se je posvetilo tudi knjigarnarju. Pa menda ne, je vzkliknil, se vendar veste, samo nehati se ne sme. Kako dolgo pa ste že takole v mirovanju? Spiros je zvrnil dvojni pastis in tiho priznal.
Že 5 let, gospoda, skoraj 5 let brezupen primer. Ste poskusili z Viagro, je hotel pomagati Jean-Pierre. Celo vrsto naravnih afrodizijakov poznam, pa nič, čisto nič. Žalost, obup, če pomislim, da me to še čaka, je zlezel vase Jean-Pierre. Prava mora, vam povem, je kislo dodal Spiros. Mora, je ponovil gospod Voter, največja moška mora. Le zakaj ste nehali? Kot preluknjan star čovn, potop. Strela z jasnega, se je zgrozil Jean-Pierre. Šiba božja, je skesano rekel Spiros. In zdaj se bojite te čudovite ženske, ki je nočete za ljubico? Sram me je ob misli, da jo bom razočaral. Katastrofa, je skoraj zajeclal Jean-Pierre. Barmanu Viktorju je bilo vsega dovolj. Ta dva cmeravca že ne bosta ogrozila zdravilne slave njegovega pulta. Spiros, povem ti staro modrost. Najboljši afrodizijak je prava ženska v pravem času na pravem mestu. In pika.